Občina Trbovlje svoj občinski praznik obeležuje 1. junija v spomin na boj revirskega delavstva proti Orjuni. Dogodki, ki so se zgodili 1. junija 1924, se uvrščajo med pomembnejše dogodke v zgodovini delavskega revirskega gibanja. V tistem času je namreč organizacija jugoslovanskih nacionalistov, imenovana kot Orjuna, organizirala enega največjih terorističnih pohodov. A so zasavski delavci in rudarji pripravili oborožen odpor, s katerim so s pomočjo čete delavske obrambe Ljubljana ustavili orjunški pohod, ki je privedel tudi do zloma prvih fašističnih organizacij v Jugoslaviji. Občina Trbovlje v spomin na te dogodke vsako leto pripravi osrednjo slovesnost s kulturnim programom in podelitvijo občinskih priznanj in nagrad. Letošnja je bila včeraj v dvorani Delavskega doma Trbovlje. Ja, od junija do junija potem mi rečemo, tako kot ste dejali, od praznika do praznika, zelo pestro. Mi smo se res trudili, da bi čim več stvari, ki smo si jih zadali, imeli v načrtu, izpeljali, da na to ne bi toliko vplivala tale korona. Mislim, da nam je kar dobro, zelo dobro uspelo, no, in še večji ciklus teh investicij pa je zdaj pred nami in prihaja. Tako da, kaj smo počeli, si lahko še vedno ogledate na YouTubeu vsi, ki to želite. Torej, vtipkate od junija do junija, občina Trbovlje, pa boste videli tisto, kar smo danes tudi spremljali na proslavi ob občinskem prazniku občine Trbovlje. Prenovljen center za zaščito in reševanje, zagotovo, in ledenica, ki se je že začela delati in konec bomo doživeli 27. avgusta. Ko vam reka, se tudi čisto vsi imamo kdaj v življenju slabe trenutke, čisto vsi imamo neke preizkušnje v življenju, nekateri mogoče lažje, drugi težje, ampak vsi na koncu isto čutimo, tudi bolečino poleg veselja in zabave. Tako da sem želela samo to sporočiti, da naj v takih trenutkih, vem, da ni lahko, ampak naj poiščejo tiste žarke sonca, pa naj se ne predajo malodušju, pa nekemu mogoče jamranju in iskanju krivca okoli sebe. Ampak jaz velikokrat v šali rečem, zgrabite bika za roge in gremo v akcijo. In tudi sami lahko ogromno naredimo za to, da nam je lepše. Ja, in meni in mojemu kolektivu je ta nagrada zelo ljuba. Tako kot sem rekla prej na odru, prvič, ker je dana v domačem okolju in take nagrade so prav gotovo največ vredne. Drugič pa nam je ljuba zato, ker jo dobimo v letu, ko praznujemo 60 let od ustanovitve šole. Ja, jaz mislim, da čisto z vsem, kar počnemo, no, in predvsem s tem, da imamo vedno v fokusu dijaka in njegov potencial, ki je včasih malo skrit, pa mu ga pomagamo najti in razviti in uresničiti. Zagotovo je to tisto. Ja, številčno smo seveda manjši, tako kot vse šole, kot recimo pred 20 leti, drugače imamo pa stabilen, dober vpis. Želimo si več dijakov za poklicne programe, ker teh manjka ne samo na šoli, ampak tudi v življenju. Kamerad ni le zasavska beseda za prijatelja, ampak tudi nov, prvi in edini tak festival delavskega filma, ki bo potekal od 1. do 3. julija letos v Hrastniku. Na včerajšnji novinarski konferenci, ki je potekala v Rudniški jami, si je bilo mogoče ogledati 2 primera kratkih filmov, podobna festivalskim, in sicer Celico Dušana Kastelica in Steklarski blues režiserja Petra Braca. Kaj vse bo festival ponujal in kaj to pomeni za Hrastnik, pa v naslednjih izjavah. Mislim, da imamo v Hrastniku eno zelo bogato delavsko in industrijsko kulturo, tudi veliko objektov trenutno neizkoriščenih in mislim, da je to idealna priložnost, da si delavstvo in kultura podata roko in da predvajamo te filme in ponudimo Hrastniku in širši okolici nek kvaliteten filmski program. Tako je, 3 različne lokacije, tu so bivši rudniški objekti, eden bo tale rov Barbara Upadnik, potem je Vaškava delavska kopalnica in pa kompresorska postaja. Zdaj, jaz vseh 13 ne bi naštevala, no, vsekakor nas spremljate na socialnih omrežjih, kjer bo v kratkem objavljen program. Pri našem izboru je letos sodelovala kameradka Maja Bogojevič, profesorca na Univerzi v Črni Gori. Tako da letos smo v bistvu neke klasike zbrali, ker tudi program ni tekmovalen.
tako da vabljeni, bo zelo raznolik in pester. Pripravili smo še bogat spremljevalni program in sicer različne okrogle mize, to predvsem organizira naša soorganizator Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, tako da si bo v bistvu veliko okroglih miz na telo delavstva, delavskih pravic, trenutnega njihovega položaja. Osvetljevali bomo to problematiko predvsem delavcev v kulturi, filmskih, potem bo bogat v bistvu kulturni program lokalnih društev, tudi za otroke imamo pripravljen program, tako da bo pestro in veselo. Za Hrastnik je to, tako kot sem rekel že prej, tako kot je recimo EPK za Novo Gorico. Jaz mislim, da je to začetek gradnje ene kulturne identitete, delavskega kraja, industrijske dediščine in ne nazadnje navezava tudi na turizem. Zdaj danes se pogovarjamo samo o festivalu delavskega filma, spremljevalni program je pa zastavljen na način, da bi gostje prišli že dopoldan in ostali do večera, si vmes ogledali Hrastnik, doživeli še kakšno drugo znamenitost našega kraja, kaj pojedli, kaj popili in se z veseljem vrnili tudi naslednje leto. Jaz sem prepričan, da ne pomeni to samo, da bojo gostje veseli, ampak da to pomeni tudi, da se bodo z velikim veseljem vračali tudi v prihodnjih letih. Naj povem, da smo imeli letos veliko željo eno prizorišče organizirati v Steklarni Hrastnik, ampak je zaradi letošnjega remonta v samih prostorih steklarne smo se na koncu odločili, da naslednje leto bomo eno od prizorišč imeli tudi v Steklarni in tudi še v kakšnem drugem objektu v Hrastniku, ker želimo, da so lokacije zanimive, da so nekonvencionalne in da nismo v klasičnih dvoranah, ter poskrbimo vsako leto za kaj novega. Trboveljska županja Jasna Gabrič in generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas sta v torek podpisala pismo o nameri med občino Trbovlje in Steklarno Hrastnik, predstavila idejni projekt širjenja kapacitet Steklarne Hrastnik v občini Trbovlje, kar je eden pomembnejših projektov na področju gospodarstva v Zasavju in tudi širše. Zelena nova steklarna po najnovejših standardih industrije 4.0, vredna okrog 130 milijonov evrov, bo na območju Lakonce v občini Trbovlje. Gre za dve fazi. Prva faza naj bi bila zaključena v letu 2024, druga faza v letu 2026. Ustvarili bi cirka 300 novih delovnih mest, v prvi fazi 170, v letu 2024, v drugi fazi 130 delovnih mest z dodano vrednostjo, kot sem povedal, več kot 80 tisoč evrov, vrednost celotne investicije v obe fazi 130 milijonov evrov in na koncu dodatnih 440 ton stekla na dan, dodatnih kapacitet. Prva steklenica 2024 iz prve peči, prva steklenica iz druge peči leta 2026. Kdaj pa bo prišlo do začetka gradnje pametne tovarne v Trbovljah? Mi računamo, da bi začetek gradnje bil nekje v začetku leta 2023, vsaj do poletja 2023. Tak projekt oziroma izgradnja takega projekta traja leto pa pol, mi pa že danes nujno potrebujemo dodatne kapacitete. Kupci povprašujejo po dodatnih kapacitetah, tako da vsak mesec nam bo dobrodošel. Županja Trbovelj Jasna Gabrič pa nam je povedala tudi, kako bo občina prišla nasproti bodoči zeleni steklarni. Že s tem seveda, da bomo mi, kar se tiče projekta, prijavljali na evropska sredstva, da upamo in tukaj si prizadevamo za sredstva iz Sklada za premogovne regije, za prestrukturiranje teh regij, seveda tudi, kar se tiče komunalne opremljenosti, ureditve zemljišča in pa seveda tudi potem neke stavbne pravice pod seveda ugodnimi pogoji in pa tudi na ta način, da bomo stvari kar se da čim prej uredili, kajti tukaj se mi zdi, da je zelo, zelo pomembna ta časovna komponenta, kjer pa ne bomo imeli kaj veliko časa z kakršnimkoli zavlečevanjem ali pa čakanjem kogarkoli. Litija je te dni dobila novo kulturno znamenitost, zidno sliko ob knjižnici Litija in stopnišču pod nadvozom. Ustvarila jo je članica društva Lila Natalija Borišek, njena vsebina pa je portret Rubarja in še dveh njegovih sodobnikov, ki skozi odprti portal prinašajo knjige. Gre za pomembno sporočilo, ki nagovarja vse mimoidoče in popestri zunanjost litijskega hrama kulture.
Ta javna slika ob knjižnici Litija mogoče ima naslov Brati in obstati, mogoče ima naslov Trubar prinaša Slovencem nove knjige ali pa mogoče lahko celo rečemo Trubar nas po vseh teh stoletjih spodbuja, berite in obstanite. Skratka, knjižnica se je povezala z društvom Lila, konkretno z gospo Natalijo Borišek, ki je avtorica te freske. Gre za oljno fresko, ki jo je po svojem konceptu z nekimi dopolnitvami in ob umetniškem spodbujanju mentorja magistra Zorana Pozniča naslikala Natalija Borišek. Ta freska je nastajala skoraj mesec dni, postopno smo lahko opazovali, kako se izrisujejo liki, kako se izrisuje krajina, veliko simbolov je na njej, sporočiti pa nedvomno želi to, da je brati pomembno, da je brati ključno, da se slovenstvo ni ohranilo kar tako, da smo v novo državo pred 30 leti stopili popolnoma opremljeni, suvereno in izredno izoblikovano kulturo, ki jo je potrebno še naprej braniti, in knjige so njen branik, mi pa moramo zgolj posegati po njih in knjižnica vam tukaj ponuja roko in vas vabi v svet branja. 16. junija je rojstni dan domoljubnega projekta GEOS. Ta je nastal na pobudo tedanjega litijskega župana Jožeta Drnovška in geodeta Petra Svetika in se v letih delovanja razvil izjemno točko, ki je hkrati uradno izmerjena središčna točka Slovenije. Praznovanje 40-letnice obstoja je bilo v nedeljo na posebni slovesnosti, na kateri so se spomnili vseh, ki so zaslužni, da je ta izjemen projekt zaživel in živi še naprej. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, ki je po zaključku za našo televizijo povedal. GEOS je ne samo središče Slovenije, če potegnemo vse geometrijske črte, ampak to je tudi kraj, kjer so se začeli dogodki, ki so pravzaprav oblikovali neko samozavest lokalnih skupnosti. Tukaj so se župani dogovorili gospodari na svoji zemlji. Tukaj se je kalila slovenska samozavest, ki nas je na koncu pripeljala do tega, da imamo danes svojo domovino. Jaz mislim, da bi vsak Slovenec, če že ne more splezati na Triglav, moral enkrat priti v srce Slovenije, se dotakniti tega kamna in reči, tukaj sem sredi svoje domovine. Predsednik, zdaj GEOS ima poseben status, ima svoj zakon. Seveda je nekakšen protokolarni objekt, pa je to dejansko, se ga tudi politiki oziroma protokol se ga poslužuje za svoje dogodke? Jaz mislim, da ne v zadostni meri. Če nekoga pripeljemo v Slovenijo, ki se jo baje da prekolesariti v enem dnevu po najdaljši črti, bi bilo prav, da začnemo tukaj. Jaz obljubim, da bom v prihodnosti pripeljal svoje kolege evropske predsednike senatov, ki me bodo obiskovali na ta kraj in jim pokazal, kje se najdlje in najbolje vidi v Slovenijo, iz samega osrčja. Glejte, tale prostor tukaj na tem hribu, kamorkoli ti pogled seže, ena sama lepota. In če hočeš začeti z ogledom Slovenije, je dobro, da začneš tam, kjer je najlepša, in jaz mislim, da je to prav tukaj. Organizacija slovesnosti je bila v rokah društva GEOS, posebna poslastica za vse prisotne pa je bil nastop slovenskega okteta. GEOS je po svojem osnovnem poslanstvu zelo primeren za protokolarne dogodke, kako pa je s tem v praksi? Ja, to pomeni uresničevanje tistih prvih začetnih, bi rekla, razmišljanj o tem, kaj pravzaprav GEOS je, da ni samo strokovna točka, ampak to do tega, da se to pa res uresniči, je pa kar dolga pot. Se mi zdi, da tisti začetna moč je to nekako podajala, potem pa so se stvari začele malo drugače dogajati, ta eksplozija, bi rekla, pridobitništva je nastala in na nek način se moramo mogoče še bolj truditi, kot smo se včasih, zato da smo sploh kje vsaj malo slišani. Zdaj sem bila prevzeta nad izjavo našega predsednika Državnega sveta, ki je rekel, da je zelo pomembno priti na Triglav, ampak večkrat pa seveda na GEOS. In moram reči, da so to bile pred 40 leti preroške besede našega takratnega očeta Petra Svetika, ki je to
skoraj na vsaki prireditvi, ampak takrat je bil malo bolj slišan, ponovil enkrat na Triglav in čim večkrat na Geos. Moram reči, da jaz tudi našim gostom, ki sem prihajajo, bodi si, da so to domačini, bodi si, da so to tujci, večkrat povem, da ko bojo pozabili, recimo, ker pač svoje občutke pozabiš, glede na nalete vsega, kar v svetu zdaj doživljamo, se vrni spet in pričakali vas bomo z objemom. Zagotovo je to obdobje zapisano z zlatimi črkami, zato ker z Geosom se je tudi postavljala slovenska država, rojevala slovenska država. Prepričan sem, da z Geosom lahko tudi raste tista državniška in domoljubna zavest. To delo pa čaka še naslednjih 40 let in upam, da po 40 letih bomo lahko rekli, da smo res lahko tudi na tem področju primerljivi z, primerljivimi sodobnimi državami. Župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, je v torek sklical novinarsko konferenco, na kateri je predstavil zadnja dogajanja v povezavi z okoljsko problematiko Moravške doline, katere povzročitelj je družba Termit. Ta dan je bil na delovnem obisku v Moravčah predsednik stranke Zelenih dejanj, magister Jure Leben, ki se je podrobno seznanil s to tematiko. Povedal sem mu, da je tu v Moravčah vrsta odkopov, jam, ki čakajo na svojo navidezno sanacijo, v bistvu pa na to, da bo podjetje Termit znova z nevarnimi industrijskimi odpadkami zasipavalo te luknje in s tem onesnaževalo okolje, podtalnico, zrak in živa bitja. Prav tako sem mu povedal, da so Moravče kot kraj obkoljene s temi odkopi in da je pravzaprav lahko pred nami še hujša okoljska katastrofa, kot jo že imamo. Mi smo pred mesecem in pol na občini ponudili podjetju Termit pogovore. Mislili smo, da se da s tem vodstvom podjetja usesti in dogovoriti, kako naprej. Namesto tega je župan dobil 15. tožbo, pa podžupan in varuh pravic občanov še eno tožbo. Začel se je voziti pepel, vozilo se je naprej mirne duše, snovi, ki so prepojene s formaldehidi in fenoli. Hkrati smo doživeli medijsko ustrahovanje. Časopis Termit je ljudem govoril, kako je vse na lepšem redu. Hkrati pa seveda skušajo kompromitirati vse tiste, ki dejansko želimo zeleno Moravško dolino. Še to bi morda na koncu povedal, da je občinski svet v Moravčah od države zahteval, da torej letos ne podeli več okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Termit in bo zahteval na naslednji seji, da se razklene torej koncesijska pogodba in ukine rudarska pravica, dokler to podjetje ne deluje v skladu z okoljevarstvenimi in drugimi zakoni Slovenije in evropskimi direktivami. V počastitev občinskega praznika Litije je bila v sredo slavnostna akademija v dvorani Kulturnega centra na Stavbah. Slavnostni govornik je bil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki v svojem govoru ni mogel prek dejstva, da je sam Litjan. Spomnil se je tudi dogajanj v zadnjem letu, ki so bila skoraj vsa povezana z epidemijo. Na naše vprašanje, kako se je počutil na domačem odru, pa je povedal. Zelo čustveno, tako kot sem rekel, mnogo govorov sem že imel v tem letu, dobrem letu, odkar sem minister, ampak najbolj toplo pri srcu mi je bilo pa danes tukaj in to ne zaradi vročinskega vala, ki me je pospremil od Ljubljane do sem. Kot rečeno, v tej dvorani sem gledal prvič film Sreča na vrvici. Skoraj vem, da sem bil v tistem koncu dvorane. Torej, to je domače okolje, domači obrazi. Po dolgem času se pogosto, sploh v zadnje čase, se ne uspem vračati domov. Tako da občutki so zelo drugačni kot sicer. Vrženi smo bili dejansko
na dan epidemije v to situacijo, ki je bila nepredvidljiva. Nismo mogli pogledati nekako v preteklost, pa videti, kako se je to delalo včasih. Ampak, če pogledam nazaj, mislim, da smo bili in da smo zelo uspešni. Tudi gospodarstvo, župani nam priznavajo, da nismo zanemarili preostalih nalog nikakor. Ugotovili smo, da je lokalna samouprava torej tista, ki zna delati z denarjem, ve, kateri projekti so najbolj primerni, najbolj koristni za lokalno okolje, za občanke in občane, in tista naša osnovna usmeritev je bila, dajmo jih opolnomočiti še dodatno, dajmo jim zaupati. Sami ne bomo mogli vsega na državni ravni in mislim, da se je to pokazalo kot zadetek v polno. Na akademiji so bila podeljena občinska priznanja in nagrade, poleg njih pa še Jerebova priznanja za dosežke na področju ljubiteljske kulture. Občinskih priznanj je bilo 9, najvišje zlato plaketo občine Litija pa je prejelo Društvo upokojencev za svoje 70-letno delo. Tako bo zadnje leto ostalo v spominu kot leto krize in težkih preizkušenj, ki pa smo jih dobro prestali, je menil župan Franci Rokavec. Življenje narekuje vedno nove izzive in nas na nek način bogati. Upam, da je bil ta izziv tudi v tej smeri in da bo predvsem izziv epidemije doprinesel predvsem tiste pozitivne posledice pri nadaljnjem razvoju naše skupnosti. Zagotovo pa je bil to čas velikih preizkušenj, novih izzivov. Kljub vsemu pa lahko trdim, saj po dobrem letu dni, da je še vedno obstal tisti zelo močan občutek povezanosti, sodelovanja in pa na nek način tiste kreativnosti pri občankah in občanih, pri naših inštitucijah, ali so to zavodi, ali so to podjetja, ali so to društva oziroma posamezniki, in to me zagotovo utrjuje v prepričanju, da lahko se pravi tem ključnim sporočilom, se pravi sodelovanja, povezovanja, združevanja vseh teh pozitivnih silnic uspemo in gradimo naprej uspešno skupnost, našo občino Litija. Kulturni del prireditve so oblikovali moška vokalna skupina Lipa in odlična vokalistka Darja Švajger. Večer je bil lep in predvsem prazničen. Litija je v dneh okrog občinskega praznika dobila novo urbano opremo. V parku nasproti občinske stavbe so bile postavljene nove klopi, katere so občani močno pogrešali. Poleg tega je na tem mestu postavljena razstava o rudniku Sitarjevec. Lep je tudi litijski most, ki ga krasi živobarvno cvetje in kar daje vtis urejenega in prijaznega središča osrednje slovenske občine. Letošnje leto je zdaj drugo, odkar smo začeli okraševati litijski most, nadvoz. Letos bomo še dogradili tudi Jevniški most z cvetličnimi koriti, rožami, da polepšajo mesto. Predvsem pa to tudi temperamo na občinski praznik. Se lepo sopada z našimi zastavami, tako da je tudi izgled Litije in celega mesta lepši in urejen. Trenutno tudi nadaljujemo z projektom nameščanja parkovnih klopi. Te klopi so že postavljene v parku nasproti občine ob Savi, bo tudi na Sveščevi ploščadi, tako da bo v letošnjem letu podoba Litije zelo, zelo spremenjena. V tem trenutku je projekt teh vrtov, verjetno pa tudi, ker tukaj sodelujemo skupaj z občino, novi projekti, predvsem ob gradnji kolesarske poti, ki se je trenutno pričela, se bo urejala še ostale parke. Smo pa tudi dogradili otroška igrišča, nabavljeni so bili novi peskovniki po igriščih, ki omogočajo vsakodnevno zapiranje preko noči, in pa tudi nekaj novih igral se je postavilo v letošnjem letu. Poleg omenjenega pa so bila na ploščadi pred Mona Lizo postavljena mobilna drevesa s klopcami. Projekt je zasnoval mlad krajinski arhitekt Žan Lovše in z njim takoj vzbudil zanimanje občanov, ki vsi po vrsti odobravajo takšne popestritve, saj prinašajo nov veter pri urejanju mesta ob Savi.
Potem, ko je moravški župan dr. Milan Balažic pred nekaj tedni slovesno položil temeljni kamen in s tem naznanil skorajšnjo gradnjo doma za starejše občane, je pred nekaj dnevi sledil še zadnji korak temu projektu. Tako sta skupaj z direktorjem medgeneracijskega centra Bistrica iz Domžal, Primožem Cirmanom, pred notarko v Domžalah podpisala pogodbe, ki omogočajo začetek gradnje doma starejših občanov v Moravčah. Gre za prodajno pogodbo, pogodbo o prodaji projektne dokumentacije, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in pogodbo o ustanovitvi stvarnih služnosti. S tem je bil storjen še zadnji korak k temu, da se na tem stavbnem zemljišču začne z gradbenimi deli. V soboto je zagorska mestna ploščad po dolgem času zopet zaživela. Odvijal se je kulinarični festival Zagorje ob žlici s spremljevalnim programom. Ob zvokih pihalnega orkestra Sveja Zagorje in plesih trboveljskih mažoretk se je ob 12. uri pričel že 3. kulinarični festival Zagorje ob žlici. Organizirala sta ga družba Gastrofuzija, ki jo vodi priznan kuharski mojster Boštjan Palčič in občina Zagorje ob Savi. Pričakovanja so kar velika, ker mislim, da ljudje sploh v Zagorju se imajo radi fajn in toliko časa, ko so bili zdaj doma, ker ni bilo praktično nobenega festivala, se mi zdi, da bo danes ful dober odziv. Jaz se rad pošalim, da bo danes tale ploščad počela. Najprej je kuharski festival, na to pa se sledi še koncert. Kaj vse se bo pa še vmes dogajalo? Se pravi, kot kulinarični festival se predstavljajo vse ti ponudniki hrane različni. Se pravi, čez cel dan je ta tema. Zvečer je pa koncert ob 8. Nipke pride, tako da potem še zabava sledi. Zagorje ob žlici je prvi večji dogodek v živo po epidemiji. O občutkih smo vprašali župana Matjaža Švagana. Ja, občutki so vsekakor prijetni. Smo ena izmed prvih občin v Sloveniji, ki smo naredili preboj proti covidu. Ljudem dalo jasno vedeti, da želimo sprostitev in to je odgovornost in naloga župana in vseh tistih, ki so danes pripravili ta dogodek. Tako da gre zahvala kolegov, prijateljev Boštjanu Palčiču, ki je pripeljal res svetovno priznano kuharsko srenjo v občino Zagorje ob Savi. Prav tako nastopa Nipke na današnjem večeru, današnjem dnevu, tako da so to res prijetni trenutki po toliko času, rekel, nezdruževanja v občini Zagorje, ki je poznana v Sloveniji po velikih dogodkih in po pozitivni energiji, ki danes odseva na tem dnevu. Predvsem moja želja je, da so ljudje pozitivni, da so veseli, da so ponosni, da živijo v občini Zagorje ob Savi in tudi tisti, ki prihajajo, pravijo že danes, veliko mi je stisnilo roko in reklo, župan, hvala, da delaš nekaj več kot ostali župani v slovenskem prostoru in to je tisto, kar mi daje energijo in ponos. Tako da pričakujem pod črto, da bodo vsi rekli jutri, bilo je povsod lepo, to da v Zagorju najlepše.